Združenje za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije je zastopnik svetovalno-inženirskih podjetij. To so podjetja, ki so neodvisna, kar pomeni, da pri upravljanju svojih nalog pri istem projektu nimajo niti svojih, niti ne predstavljajo tujih interesov pri izvajanju del, nakupu ali prodaji gradbenih proizvodov. Storitve, ki jih upravljajo naši člani, so umeščanje objektov v prostor in urbanistično načrtovanje, izdelava investicijske in ostale dokumentacije, projektiranje v vseh fazah del, nadzor nad izvedbo del in pa vodenje in koordiniranje projektov. Ena od najpomembnejših nalog našega združenja je skrbništvo nad FIDIK-om. FIDIK je mednarodna zveza svetovalnih inženirjev z več kot 100-letno tradicijo, mi pa smo polnopravni član tega združenja več kot 20 let. V tem kontekstu pripravljamo prevode in trženja vseh FIDIK-ovih knjig, izdelujemo strokovna mnenja, pripravljamo skrbništvo nad komisijo za reševanje sporov in pripravljamo strokovna izobraževanja. Ta izobraževanja so sestavljena iz splošnih in posebnih izobraževanj, ki jih prilagodimo tudi na potrebe naših naročnikov. Zagotavljamo najboljše predavatelje, delamo na konkretnih primerih in tudi omogočamo preverjanje znanja udeležencev izobraževanj. Slovenci smo se s FIDIK-om intenzivno začeli ukvarjati ob vstopu v Evropsko unijo, ko je Evropa zahtevala, da se pri projektih sofinanciranih iz kohezije uporablja FIDIK-ove pogodbe. FIDIK-ove pogodbe so zelo poznane, v svetu zelo razširjene in v Sloveniji uporabljamo 3 oblike FIDIK-ovih pogodb, rdečo knjigo, rumeno knjigo in pa srebrno knjigo. To so pogoji gradbenih pogodb za različne modele izgradnje in v teh obdobjih, predvsem v tem kohezijskem obdobju 2007-2013 smo si pridobili veliko izkušenj in ravno zato Združenje za svetovalni inženiring, ki je polnopravni član FIDIK-a, ki ima tudi posebno pogodbo s FIDIK-om in ekskluzivne pravice za prevajanje FIDIK-ovih knjig. Z tem ciljem izobraževanja mi redno organiziramo seminarje, tako za naročnike kot izvajalce. Gre za splošne pogoje pogodb, uporabljamo v Sloveniji v glavnem 3 vrste, to rdeča, rumena in srebrna knjiga. Rdeča za gradbena dela splošno, se pravi tista, ki se obračunavajo po dejanskih izmerah izvedenih del in cenah za enoto količine. Potem rumena knjiga, kjer je pravzaprav izvajalec tudi že projektant, in pa srebrna knjiga, ki ponavadi rečemo v žargonu na ključ. Te knjige so namenjene pravzaprav vsem, se pravi najprej naročniku, ki opredeli svoje zahteve in potem seveda izvajalcem, ki se potem v skladu s temi določili, ki so v splošnih in posebnih pogojih pogodbe, potem nekako znajo obračati. Smisel teh knjig je pravzaprav samo v tem, da se vejo že vnaprej postopki reševanja različnih težav, sporov, dogovorov, da bi bilo poslovanje hitrejše, učinkovitejše in da bi bila tveganja resnično čim bolj pravično razdeljena med izvajalce in naročnike. FIDIK pogodbe so izredno koherentne, zelo so trdne, uravnotežene, dajo eno celostno celoto. Torej, nekdo je že v imenu izvajalcev in v imenu naročnikov enkrat pomislil na vse potencialne probleme, ki se lahko zgodijo tekom gradnje in jih je tako ali pa drugače na nek primeren način, na nek uravnotežen način tudi že vključil v to pogodbo. Če uporabljamo neke klasične pogodbe, ki jih sami dodelamo, ki jih sami spreminjamo, se vedno zgodi, da so notri določene klavzule, za katere se izkaže tekom gradnje, da so neprimerne, da morda nismo pomislili na vse okoliščine, da na kakšno tveganje nismo pomislili, da se je zgodilo nekaj, o čemer pred podpisom pogodbe res nismo debatirali. Če se pa uporablja FIDIK pogodbe, je pa možnost, da se kaj takšnega zgodi, bistveno manjša. Zato, ker na takšen ali pa drugačen način predvidevajo, kako se izogniti takim rizičnim ali pa neprijetnim situacijam že vnaprej. Seminarje, ki jih pripravljamo, se vedno zaključijo z preizkusom znanja naših udeležencev, da lahko znanje preverijo in pa tudi z oceno njihovimi vtisi, kako so z tem
zadovoljni. Naša firma izvaja veliko pogodb po sistemu FIDIC-a in je vsako tako izobraževanje definitivno zelo dobrodošlo. Jaz bi želel pohvaliti pripravljalca v tem smislu, da je dobro uravnotežil to, rekel, teoretično osnovo glede FIDIC-a, hkrati pa podal tudi kar nekaj praktičnih primerov, ki nam bodo pri vsakodnevnem delu prišli zelo prav. Zame osebno, ker nisem predstavnik gradbene stroke, se mi je zdel seminar zelo zanimiv, poučen in tudi zelo strokovno podan, tako da sem zelo zadovoljen z samo predstavitvijo vseh izvajalcev. Moram reči, da je bila zadeva zelo zanimiva. Za nas bom rekel tudi precej novosti. Poudaril bi pa to, da je za družbo ŽGP FIDIC in vse, kar bom rekel, je v zvezi z FIDIC-om zelo pomembna zadeva. In kar treba se zavedati, da kot podjetje, ki se ukvarja z gradnjo železniške infrastrukture, je zelo odvisno od razpisov ministrstva. Ministrstvo pa, kot vemo, ki tudi na tem področju črpa evropska sredstva, je pravzaprav zavezana ali pa nekako naklonjena uporabi FIDIC-a. Zdaj, mi smo se danes nekako spoznali z osnovami FIDIC-a. Moje prepričanje oziroma tudi mnenje je, da bomo z izobraževanjem nadaljevali. Predvsem bomo, ali pa bi si želel izpopolniti znanje predvsem tistih, ki so neposredno vključeni v vodenje investicij, v pripravo in izdelavo ponudb. Tako da enkrat letno bomo naredili sistematično za podjetje v širšem naboru izvajalcev, tako kot je bilo recimo danes. V kratkem pa še eno bolj zahtevno izpopolnjevanje, predvsem za naše odgovorni vodje del in pa tehnologe. Bi seminar priporočili tudi drugim podjetjem, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo oziroma ki uporabljajo te FIDIC pogodbe? Ja, definitivno. Tudi na samem predavanju smo videli, da je pravzaprav poznavanje FIDIC-a pomembno tako za naročnika, inženirja in izvajalca. Torej, vrsto razlogov, da se nam pridružite.